Spoštovani vsi izbrani, gospod celjski škof, dr. Maksimilijan Matjaž, gospod duhovnik župnije Svetega Duha, David Zagorc, spoštovani ravnatelji celjskih šol, profesorice in profesori, dragi gostje, prisrčno pozdravljeni na novoletnem koncertu glasbenih sestavov Gimnazije Celje Center v spokojnem ambientu Cerkve Svetega Duha. Vesela sva, da vas lahko v imenu vseh, ki soustvarjamo utrip šolskega vsakdana na Gimnaziji Celje Center, kot prva pozdraviva in nagovoriva v novem koledarskem letu. Upava, da ste praznične dni preživeli čarobno, počasi, tudi v tišini. V dnevih po prazničnem preobilju se moramo vprašati. Če sem to, kar imam, in izgubim to, kar imam, kdo potem sem? Neprestano nam posredno preti slednja nevarnost. V potrošniški družbi prazniki niso trenutki globokega veselja, ampak čas, ko smo prisiljeni kupovati srečo, ki je ne moremo imeti. Pustite ob strani tudi novoletne zaobljube. Te temeljijo na iluziji, da lahko z enim simbolnim dejanjem preobrazimo svoje življenje, hkrati pa so samo poskus, da se prepričamo, da je dovolj volja, ne da bi spremenili kontekst, v katerem živimo. Velikokrat mladi slišimo frazo, ki je nam, mladim, čisto odkrito priznano, že malce pretirano izumetničena. Vi ste prihodnost. Na vas, mladih, svet stoji. Vi ste nosilci sprememb in napredka, ker posedujete toliko novega znanja. Zato šolsko leto na Gimnaziji Celje Center zaznamuje slogan V znanju je moč. Še vedno verjamemo, da je v znanju toliko moči, da lahko z njim spreminjamo svet. Seveda z zavedanjem, da je lahko to spreminjanje tako revolucionarno kot uničujoče. Znanje, ki ga ljudje posedujemo, lahko opogumlja in uničuje. Saj omogoča globlje razumevanje sveta in nas samih, vendar nas lahko tudi sooči s krhkostjo človeške narave. Ko živimo v strahu tehnološkega napredka in pospešenega strojnega učenja, še kako odmeva Sokratova misel, vem, da nič ne vem. In ta nevednost je sodobnemu človeku nedojemljiva.
ampak pomnite. Na drugi strani zaslon, stroj, najnaprednejšega mehanizma je človek. Preden prostor zapolnijo mladi vokali in vam dokažemo, da v znanju je moč, pa k pozdravnemu nagovoru vabim ravnatelja Gimnazije Celje Center, gospoda Roka Ribnika. Spoštovani gospod Načkov, spoštovani predstavniki celjskih srednjih šol, dragi sodelavci, starši, dijaki, cenjeni gosti. Veseli me, da bomo začetek koledarskega leta 2025, kot že preteklih 29 let, tudi 30. jubilejno leto, proslavili s koncertom, novoletnim koncertom. Pred dobrim tednom smo vstopili v novo koledarsko leto, v drugo četrtletje 21. stoletja in želim si in vam, da bi bilo to leto, v katerem bo prevladalo dobro nad slabim, leto, v katerem bomo znali pozitivne misli ponesti v višave in zmanjšati pomen negativizma, ki prepogosto prevlada, da bomo v tem letu živeli v sozvočju, bivali drug z drugim in sodelovali na najboljši možen način. Današnji večer bo čudovit uvod v leto 2025 in verjamem, da bomo vsi skupaj uživali v nastopih naših čudovitih dijakov, ki so svojimi izjemnimi mentorji spet pripravili res pester in navdihujoč program. Čestitke, dragi mentori, profesor David Preložnik, Barbara Arlič-Kerstein, Daniel Berden, Saša Šonc, Eva Mutec, Maja Rak in Ana Rotovnik-Omrzu in velika hvala, da nam spet in znova pripravite kulturni uvod v koledarsko leto. Letos že 30. Hvala tudi gostujoči zasedbi Poptastic z mentorico Sandro Feketija, da nam bo popestila današnji večer. Naše šolsko leto 2024-2025 se kmalu preveša že v drugo polovico in kot smo naslovili to šolsko leto, ste že slišali, v znanju je moč. Vas že zdaj tudi vabim, da boste imeli znanje, kdaj se lahko še srečamo na kulturnih prireditvah. Na naš tradicionalni pomladni koncert, ki bo 21. marca v Narodnem domu Celje, pa potem dijaki predšolske vzgoje vabijo na Vrtiljak že 8. aprila. 23. maja proslavimo 10 let delovanja programa Medij v Celju. In seveda, še kakšna prireditev se bo našla vmes, ampak zagotovo vas vabim že zdaj naprej na naše dogodke. Velika zahvala za sodelovanje tudi župniji Celje Sveti Duh in župniku Davidu Zagorcu, da nas spet prijazno gosti. Čestitke vsem ustvarjalcem za jubilejni 30. novoletni koncert. Hvala, dragi gosti, da podpirate naše mentorje in njihove dijake pri soustvarjanju, prijeten večer in čudovito uspešno leto 2025. Spoštovani gospod ravnatelj, hvala za pomenljive, premišljene besede v vašem govoru in na tem mestu tudi dovolite, da se vam zahvalim za srčno delovanje, strokovno vodenje šole in zgled, kaj pomeni opravljati poslanstvo in ne zgolj poklica. Znanje lahko postane breme, ko se zavedamo vsega, kar še moramo razumeti. Tako znanje postaja most med našimi dvomi in našo sposobnostjo ustvariti boljši svet. Ko ga sprejmemo kot orodje, ki nas opogumlja, da se soočimo s svetom, nam daje moč za delovanje in spremembe. Zato se mladi še kako radi učimo in na centru se dijaki učimo od strokovnjakov, naših profesorjev, ki so naši vzorniki in vodniki. V novo, verjamemo, da lahkotnejše, počasnejše, z veliko prostora za premislek o pomenu znanja kot orodju, s katerim lahko gradimo in uničujemo hkrati leto 2025, nas bodo v nadaljevanju popeljali umetniški ter glasbeni sestavi GCC in sicer Dekliški pevski zbor prvega letnika GCC pod vodstvom Eve Mutec. Nonet GCC pod vodstvom Barbare Arlič-Kerstein. Dekliški pevski zbor GCC pod vodstvom Davida Preložnika. Poptastic pod vodstvom Sandre Feketija. Favoza pod vodstvom Daniela Berdena. Ter The Schlagers in Gypsy Sextet GCC pod vodstvom Saša Šonca.
Ти хоч і є сіця, і в серці
Redki ljudje so še takšni kot ti, vsem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, začuti stvari, ki srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če me nemir prevzame, vem, da na dosegu rok bo zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih reči, tople oči. Duše v teh časih besedo drži, upanje v druge budi. A jaz naslonim se na te, začutim stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če me nemir prevzame, vem, da na dosegu rok bo zame leti. Ti takšen si. Tople oči, tople oči, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih reči, tople oči. Človek človeku bližina se zdi, če mu ob strani stoji. In ne glede, kaj med nama se kdaj zgodi, vem, da ob meni boš ti. I'll be home for Christmas.
Naj nikdaj se ne konča.
Hvala vsem glasbenikom in njihovim izjemnim mentorjem, da so nas v dobri uri popeljali v svet harmonije in sozvočja. Prav ti mentorji si danes zaslužijo posebno mesto. To so prenašalci znanj, ki krepijo in živijo nesebično umetniško moč, ki presega zidove naše gimnazije. Pravi učitelji ne ustvarjajo le mojstrov, temveč tudi ljudi, ki so zmožni ustvarjati. Zato, dragi mentori, v imenu vseh mladih nadobudnih glasbenikov srčna hvala. Namreč tisti mladi, ki imajo zakaj, da živijo, bodo lahko prenesli skoraj vsak kako v svojem življenju. Vi nas opogumljate, da tudi v umetnosti lahko najdemo svoj zakaj. Še posebej v imenu vseh ustvarjalcev današnjega koncerta iskrena hvala gospodu župniku Davidu Zagorcu in župniji Svetega Duha v Celju, ki nas vsako leto gosti v tem spokojnem, mirnem ambientu. In s katerimi željami na pot naj vas pospremiva v novo koledarsko leto? Ne bojte se povedati, da ljubite. Ne skoparite z nasmeški. Ne podcenjujte moči kolektiva in solidarnosti. Ne bežite pred neznanjem. Ne bojte se deliti svojega znanja in omejujte vprašanj, ki se začnejo z zakaj, zgolj z odgovorom zato. Pomembnosti znanja za vse splošen napredek so se še kako zavedali ustvarjalci naše narodne zavesti. Ivan Cankar opozarja. Človek mora najprej postati človek, šele nato strokovnjak. Ivan Tavčar doda. Bogatstvo nikakor v zemlji ali zlatu, temveč v človeku, ki ve, kako ravnati z zemljo in zlatom. Zofka Kveder pa pristavi. Znanje je orodje, s katerim ženska presega okove tradicije in končno postaja svobodna. Sodobniki vseh omenjenih opozarjajo, da nikoli v zgodovini nismo imeli toliko informacij na dosegu roke, a nikoli nismo bili bolj zmedeni glede tega, kaj naj z njimi storimo. Tako Drago Jančar skozi zgodovinsko perspektivo opozori. Znanje o preteklosti ni le vaja v spominu, temveč tudi opozorilo. Brez znanja preteklosti smo kot narod obsojeni na ponavljanje istih napak. Boris Pahor pa v svojem pričevanju o vojnih grozotah in človeški nevzdržljivosti otožno. Kdor pozabi, kdor se ne uči,
tisti prepušča svojo prihodnost v roke teme. V prihodnosti znanje ne bo vprašanje tega, kaj veš, temveč tega, kako se odločiš, ko veš preveč. Preobilje informacij bo zahtevalo novo vrsto modrosti, sposobnost odklanjanja nepomembnega. In ne nazadnje, če še vedno iščete srečo, je ta vedno v majhnih stvareh, toplih ljudeh, v stisnjenih dlaneh. Srečno in srčno. V novem obdobju človeštva. Thank you.